Tradicionalno Mikloševo senje v Murski Soboti. Novinarska konferenca županov. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tudi danes smo z vami, da skupaj pogledamo v dogajanje v deželi ob Muri. Mikloševo senje je tudi v letošnjem letu poskrbelo za pravo praznično vzdušje, na katerem so rokodelci, kramarji in gostinci ponujali domače izdelke, ročna dela, živila in kulinariko. Mikloševo senje je tudi letos privabilo veliko ljudi, domačinov in obiskovalcev iz drugih krajev. Center mesta so napolnile stojnice in obiskovalci, vzdušje pa je bilo praznično in živahno. Mikloševo senje pomembno podpira lokalno gospodarstvo, saj rokodelcem, proizvajalcem hrane in lokalnim trgovcem omogoča neposredno prodajo in promocijo izdelkov. Hkrati dogodek privabi obiskovalce in krepi turistično prepoznavnost Murske Sobote. Mestna občina Murska Sobota se že vrsto let ponaša z svojim Mikloševim in pa Trejzinim senjem. Seveda je pa pomembno tudi za lokalne ponudnike, ki imajo možnost predstaviti svoje produkte, kajti sejem je obiskan širše, tudi izven regije, in je to lepa priložnost, da se tudi na ta način pokažemo, izkažemo, in seveda tudi število obiskovalcev temu nakazuje, da že vsako leto pričakujejo ta sejem. Ponudnikov je tudi vsako leto več, vidimo, da je prostor lepo zapolnjen. Danes nam je žal malo zagodlo vreme, ampak sedaj že brez dežja, tako da upam, da bo v poznejših urah sejem še boljše obiskan. Organizacija v domeni našega javnega podjetja Komunale, ki odlično vedno poskrbi za vse ponudnike. Prav tako pa lahko opazimo, da je takoj po sejmu mesto počiščeno, urejeno, in res pohvala naši komunalni službi, ki vzorno že vrsto let skrbi, da sejem poteka tako, kot mora tudi biti. Več o organizaciji Mikloševega senja, ki je bila po besedah direktorja javnega komunalnega podjetja Komunala Tomislava Zrinskega kar naporna. Bilo je slabo vreme po noči, hvala vsem sodelavcem, da so se potrudili in so vseeno do 8 ure pripravili prizorišče. Je okrog 200 sejmarjev, se pravi ponudnikov, tako da smo zadovoljni. Zjutraj je res še malo nagajalo vreme, ampak kot se vidi sedaj, pa so ljudje prišli in uživajo na Mikloševem sejmu. Kaj želijo organizatorji Mikloševega senja doseči s prireditvijo in kakšni so njihovi načrti za prihodnost dogodka? Z sejmom seveda prepoznavnost Murske Sobote, da se center malo oživi, da se nekaj dogaja, tako da to nam zaenkrat res uspeva. Seveda vedno nekako sovpada to z prižigom lučk en večer prej in pa potem otvoritev drsališča, tako da tudi to je potem že del ponudbe 6. decembra na Mikloševem. Letos ni nobenih novosti sicer, ampak zdaj za naslednjo leto najprej organiziramo Trejzino senje. Takrat res predvidevamo nekaj novosti, zdaj zaenkrat naj še to ostane skrivnost. Mikloševo pa res bolj tradicionalno, saj se ve, to je prvi dober mož in tradicija naj ostane. Kako je Miklošev sejem pomemben z vidika turizma? Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan. Naš sejem je prepoznan. In jaz mislim, da bo danes ponovno blizu rekorda obisk, pa ne samo iz Murske Sobote, ne samo iz Prekmurja, iz Pomurja. Pridejo prijatelji iz Maribora, iz Gorenjske in drugod. Tako da to je ena od tistih stvari, zaradi katerih je Sobota in Prekmurje nekaj posebnega. Kakšne načrte ima ministrstvo z področja turizma? Državni sekretar magister Dejan Židan odgovarja. Kar se tiče turizma, bodo novi razpisi, podobno kot bodo novi razpisi tudi za področje športa in za gospodarstva. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ministrstvo, ki ve, da mora nekoliko manj govoriti in zelo dosti delati, zato ker Slovenija to potrebuje. Ali ima pomurska regija dovolj priložnosti za razvoj turizma? Židan nadaljuje. Zanimivo, pomurska regija in tudi Prekmurje imata neko prednost, za katero noben ni pričakoval. To je, marsikateri razpis je vezan na občino. Ena občina, en projekt. In zato, ker imamo v Murski Soboti oziroma Prekmurju in Pomurju dosti občin, lahko pridobimo tudi več projektov.
Mikloševega sejma so se prvič udeležili tudi predstavniki prostovoljnega gasilskega društva Renkovci. Predstavljamo gasilsko društvo Rankovce, imamo en zanimivi šank, bujto repo rankovsko, rankovski beršlen, pa rankovske fritule, miške po domače. Prvič smo šli, kamo probali malo to je tradicija tudi, pa smo prišli, kamo pač probamo malo. Ja, priprave so bile kar dolge, zanimive, dosta dela, dosta vsega treba pripraviti, upajmo na najboljše, zdaj prije tuji. Miklavž pa tako da je dobro, upajmo na najboljše. Župan občine Cankova Danilo Kacijan je ob tem povedal, da vzdušje izgleda odlično. Kaj pa sporoča vsem prebivalcem Pomurja? Kljub temu, da je vreme malo neugodno, ampak to očitno vseh obiskovalcev danes ne moti, kar sem zelo vesel, da se ljudje tudi v Murski Soboti zberejo v take število, da se tudi malo srečamo, da tudi povemo si kako dobro besedo, da ne gledamo samo negativne stvari, ampak mislim, da treba gledati danes, predvsem pozitivne stvari. Danes, jutri in v prihodnosti, ker če ne bomo pozitivci, se nam vse skupaj piše zelo slabo. Jaz bi vsem, ne samo prebivalcem Murske Sobote, ampak vsi, ki gledajo to oddajo, želim predvsem to, kar si predvsem želijo sami. Želel bi si pa predvsem to, da mirno preživijo praznike, optimistično, da ne gledamo preveč egoistično sam na sebe, da sodelujemo z drugim, ni pomembno, kaj si, odkot si, ampak samo da smo ljudje. Vsem zaželim mirne božične praznike, tudi ne pozabimo na državni praznik, če ne bi bilo tega, je vprašanje, če bi mi lahko danes govorili slovensko. V novem letu 2026 pa obilo poguma, zdravje, sreče, spoštovanja, pa predvsem, bom rekel, bodimo ljudje. Ne hlepenimo samo po materialnih dobrinah, ker človek v življenju potrebuje zelo malo. Tako da postanemo malo en korak naprej, da bomo lahko v prihodnosti šli 2 koraka naprej. Ali so bili letos otroci bolj pridni ali pa poredni? In kaj Miklavž sporoča otrokom in njihovim družinam? Otroci so v bistvu vedno pridni, imamo pa velika pričakovanja in potem so pričakovanja prevelika, zato mislimo, da so otroci manj pridni. Otroci so pridni, mi pa se moramo prilagoditi tistim vrednotam, ki jih vodijo v življenje. Našim otrokom vsako leto sporočamo, da je lep dan tisti, ki nam napravi veselje in srečo. Družine so pa posebna takšna toplota in lepo gnezdo, kjer bi se človek moral počutiti varnega in obdarovanega, ne z darovi, ampak z ljubeznijo. Dobrota je vse povsod in kadar je dobrota vse povsod, so hitro obdarovani vsi otroci. Andreja Mešiča, predsednika stranke SDS v Murski Soboti, smo povprašali o njegovih doživetjih na Mikloševem sejmu. Kljub slabemu vremenu so ljudje zdaj fejs prišli in to je dobro, ne? Zaradi tega, ker druženje je pomembno za prekmursko skupnost, pa tudi za Soboško. Sveti Nikolaj je pa itak zavetnik Murske Sobote in je to, mislim, najbolj pomembno sanje poleg Trezinoga v Murske Sobote. Kaj meni Mešič, kako pa je pomemben sejem za občino Murska Sobota? Mislim, da je to ena najbolj pomembna sejem, poleg Trezinoga je Miklošev najbolj pomemben. Imamo ta naš zavetnik, tam imamo tudi v Rondoji pri Škofiji in pri župniji Murska Sobota njegov kip 5-metrski in mislim, da je to zelo dobro za Mursko Soboto in za energijo Murska Sobota za nadalje. Izmed mnogih ponudnikov na Mikloševem sejmu smo zasledili tudi kmetijo Štavs iz Ižakovcev, ki se je letos prvič predstavljala na sejmu in to s svežim namikanim korenčkom. Imamo na prodajo mrkevco, se ukvarjamo zdaj že drugo leto, pač domače, ne špricano, ne nič, tako. Zakaj pa so se udeležili Mikloševega sejma? Zato, ko pač narodi malo predstavimo domačo stvar, neškropljeno, ko vidijo, kako je, da pač domačo stvar kupiš, pa da ideš v trgovino, ko tisto kupiš. Ko želim doseči to, da ne delo fajn, pri nedeljskem kosilu imeli žipo z mrkevco. Sejem je letos minil v prijetnem in prazničnem vzdušju. Otroci so se razveselili Miklavža, ki jih je obiskal. Ali bodo letošnje obljube otrok gradile pot v prijaznejšo prihodnost, pa bo pokazal čas, ki prihaja.
Na novinarski konferenci so župani podrobneje predstavili svoja stališča, opozorila in predloge glede novega izračuna sredstev namenjenih za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji. Na novinarski konferenci, ki je potekala v poslovnem središču Expano, so prekmurski župani podrobneje predstavili svoje stališča in predloge glede novega izračuna sredstev namenjenih za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji. Sprememba izhaja iz novele zakona o financiranju občin, predvsem novega 20.a člena. Namreč v letu 2025 je bila sprejeta sprememba, ki spreminja način izračuna državnih sredstev za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji. Župani občin Murska Sobota, Beltinci, Lendava in Turnišče so na konferenci opozorili, da je nov predlog izračuna državnih sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji zanje izjemno neugoden. Ob tem so opozorili na nepravično razdelitev romskih sredstev. Po njihovih informacijah bi lahko te občine prihodnje leto prejele do 50% manj sredstev kot doslej. Poudarili so, da je nov model po njihovem mnenju neprimeren, nepravičen in strokovno vprašljiv. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel je na novinarski konferenci opozoril, da nova formula razdelitve sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji ne odraža dejanskega stanja na terenu, saj so podatki o številu Romov in naseljih netočni. Poudaril je, da to vodi v neenakomerno in nepravično razporeditev denarja ter zahteva uvedbo preglednejše in pravične rešitve. V primeru mestne občine, samo da navedem, je bilo pri formuli, se pravi, vzeto, da v Murski Soboti, v mestni občini Murska Sobota, prebiva 763 pripadnikov romske skupnosti, dočim iz dokumenta kabineta predsednika vlade izhaja 1100, kar je tudi pravilen podatek. Ne nazadnje, ta podatek imamo mi tudi že zapisan v strategiji in akcijskem načrtu, ki smo ga sprejeli 2 leti nazaj. Prav tako pri izračunu so bila upoštevana za Mursko Soboto 3 naselja, Pušča, Černelavci, Nemčevci, brez mesta, kjer tudi vemo, da okrog 300 pripadnikov živi v mestu. Dočim iz dokumenta predsednika kabineta vlade izhaja, da je 5 naselij, Pušča, Černelavci, Kranjčeva, Černelavci, Gorička, Nemčevci in Murska Sobota, kar je pravilen podatek. Se pravi, že tukaj vidite, da je razlika preko 300 pripadnikov romske skupnosti, kakor tudi v številu naselij. Zato tudi dvomimo, da so te številke tudi pri drugih bile dejansko upoštevane na podlagi resničnega stanja. Se pravi, mi smatramo, da številke morajo odražati realno stanje, ki se ga da preveriti tudi na terenu. In da se podatki črpajo iz uradnih evidenc, oziroma da vsaj občine imamo možnost se odzvati, vkolikor ugotovimo, da podatki niso bili pravilni. Lendavski župan Janez Madžar je na novinarski konferenci izrazil mnenje, da je nova formula razdelitve sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji nepravična. Medtem pa ugotavljamo, da največji problem dejansko za vse pomurske občine se nanaša v okviru zakona o financiranju občin v 20. členu, in sicer, da se indeks razvojne ogroženosti ne upošteva v novem izračunu. Vemo, da je to zakonska podlaga. Mi, nažalost, oziroma se je ta vlada odločila, da se projekt ustanavljanja regij ne izvede, in iz tega naslova dejansko nerazumljivo brisanje tega, bom rekel, indeksa oziroma člena iz tega novega načina financiranja, kar pa nanaša tudi na, oziroma se odraža na tem izračunu, ki smo ga dobili, in dejansko smo šokirani, saj smo v občini Lendava pridobili 51% manj sredstev. In jaz se pridružujem tukaj županu mestne občine, ali smo res tisti, ki smo delali na tem področju, prvič z investicijske strani, drugič z socialne in tretjič z vključitvenega področja aktivno vlogo izvajali, in smo zato mi dobili kazen. Župan občine Turnišče Borut Horvat je opozoril, da je nova formula razdelitve sredstev netransparentna. Po njegovih besedah bi moral model upoštevati število romskih otrok v vrtcih in šolah, saj so ti podatki po njegovem mnenju bolj realni in preverljivi.
Zato tukaj sem jaz tudi eno, bomo rekel, tako tehnično vprašanje postavljal štetja romskih prebivalcev. Mi te pravne podlage, kot je bilo prej zamišljeno, prvič, da bomo župani v romskem naselju prešteli prebivalce, mi te pristojnosti nimamo. In zelo rad bi videl, da bodo v jugovzhodni Sloveniji, se pravi moji kolegi župani, šli v romsko naselje in te prebivalce prešteli. Imamo register prebivalcev, se pravi stalnega bivališča, začasnega bivališča in se da to zelo lepo prešteti, ker imamo tudi evidentirano romska naselja. Pa še potem ta dva kriterija, ki sem prej omenil, se mi zdi to zelo pomembna. Moram povedati, da tudi prej sem v taki službi delal, se pravi na Centru za socialno delo, da lahko potrdim, da se je v pomurskih občinah z romskim prebivalstvom vlagalo še pred letom 2021. Ampak to nihče ni spraševal. Mnogokrat si Damjan omenil, dosti krat ste v Murski Soboti, pa tudi v ostalih občinah marsikatero investicijo pustili na stran in šli vlagati v romska naselja, v sobivanje, strpnost. Sedaj pa sigurno se ne morete znebiti občutka, še toliko bolj, da ste zaradi tega kaznovani. Marsikatera občina je določeno investicijo lahko izvedla, ki ni takrat delala z Romi, sedaj bo dobila še več sredstev. Ne nasprotujemo, da ne bomo mislili o namenski porabi sredstev, želimo si te namenskosti, ampak želimo si jasnih pravil. Župan Virak je ob tem opozoril, da naj bi njegova občina Beltinci po novem izračunu izgubila približno 200 000 evrov. Poudaril je, da bo to zmanjšanje ogrozilo programe, ki jih občina zadnja leta izvaja, predvsem delo mobilnih enot socialne službe, namenjenih vključevanju romskih otrok v vrtce in šole. Mi smo v preteklosti kar nekaj let in pa tudi desetletij nazaj že izgradili infrastrukturo, se pravi kanalizacijo, vodovod, električno omrežje, vendar vse to ne pomaga nič, če predstavniki romske skupnosti prebivajo tam v kamp, prikolicah in barakah. To so stvari, na katere je potrebno večkrat opozoriti. Smo opozarjali tudi predstavniki Urada za narodnost in pa predstavniki delovne skupine vlade so bili pri nas, smo si šli gledati tudi naselje, so ugotovili verjetno dejansko stanje in jaz pravim, dokler se ne bo spremenilo najprej seveda pri bivanjskih pogojih, bistveno na drugačno pozitivno luč, tako dolgo bomo mi še vedno se lahko pogovarjali samo okrog številk. Po novi formuli bi občine z romskimi naselji lahko izgubile znaten del sredstev, zato župani od Vlade Republike Slovenije zahtevajo spremembe, da bi zaščitili lokalne projekte in storitve. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, toliko iz osrednje informativne oddaje Dogodki televizije AS. Preživite lep večer, pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.